Erika in Damjan Smolak vodita kmetijo Dvornik nad Prevaljami. Ukvarjata se s turizmom, zato imata muzej, v katerem je poleg starega kmečkega orodja in drugih pripomočkov tudi prav poseben most. Evo, tu stojim zdaj na mostu Ljubezni, ki je spomin na snemanje oddaje Ljubezen na Seniku, v kateri sva se z ženo spoznala. Ta prepoznavnost še vedno pomaga pri prodaji in trženju naših izdelkov in pa tega našega muzeja. Ljudje nas še vedno poznajo in naj prepoznajo tako na tržnici, kot pa tudi naj obiskujejo zaradi tega. Erika je prišla na kmetijo sredi decembra leta 2011, 2 tedna po koncu oddaje Ljubezen na Seniku. S kmečkimi opravili se do takrat ni ukvarjala, a pritegnila jo je izdelava domačega mila. Danes vodi delavnice za izdelavo mil. Na kmetiji se ukvarjajo z živinorejo in ponujajo različne domače izdelke, med drugim mošt, jabolčni kis, tepkovo in češnjevo žganje. Jabolčni sok polnijo v svoji polnilnici. Izdelujejo več vrst likerjev, najboljši je večkrat nagrajeni Dvornikov jagar, narejen iz 34 zelišč, ki rastejo na kmetiji. Ponujajo tudi piškote, več vrst doma pridelane moke, predelano zelenjavo in še marsikaj. Vsi izdelki so primerni tudi za poslovna darila. Erika je po prihodu na kmetijo diplomirala iz ekonomije in rodila hčerko. Lani decembra je začela prodajati domače izdelke na tržnici v Celovcu. Avstrijci so zelo tradicionalni, kar se tiče predvsem tudi nakupovanja, recimo v času posta ne nakupujejo žganih izdelkov in piškotov. Kar je pa zanimivo pri Avstrijcih je pa to, da se izredno radi pogovarjajo. Jaz prodajam ob sobotah, Avstrijci pridejo na tržnico in oni se družijo. In sem ugotovila, da bolj ko se z njimi pogovarjam, tudi če moja nemščina polomljena, to sploh nima nobene veze, več kupujejo, tako da treba se pogovarjati. Smolakova bosta prihodnje leto pridobila ekološki certifikat, postavila bosta nov hlev, odprla trgovino za domače izdelke in zgradila hišo, katere spodnji del bo namenjen gostom. Načrtov na kmetiji Dvornik ne manjka.